Pozdravljeni v tokratni temi tedna, kjer bomo prisluhnili pogovoru o Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji, ki ga je organiziralo Koprsko gledališče v sklopu pogovornih večerov četrt stoletja. Gostje so razpravljali o kulturnih stikih med slovenskim prostorom in državami nekdanje skupne države ter o številnih spremembah, ki so se zgodile od osamosvojitve dalje. Prisluhnimo. Prejšnjič je bilo govora o gledališču. Danes pa bo govora o nečem, kar nas tako veže kot deli. O kulturnih odnosih oziroma kulturnih stikih med bivšo Jugoslavijo in Slovenijo. V neizmerno čast mi je, da so danes ob meni trije tako rekoč eminentni gostje. Ob meni je Irena Urbič, kulturna spletična in nekateri pravijo kulturna posrednica, aktivistka in soorganizatorica Foruma Tomice, literarnega srečanja, ki združuje in lepi tri istrske prestolnice, Koper, Umag in Trst. Irena, dober večer. Ob meni je tudi Vuk Čosić, mednarodno priznani klasik internetne umetnosti, soustanovitelj Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije Ljudmila, avtor zbirke sonetov Nacija minus kultura, kultura minus nacija, se pravičujem. V njej so zbrani soneti, ki jih je generirala umetna inteligenca, sestavljena pa je, oziroma generirala pa je sonete iz tweetov slovenskih veljakov, fašistov. Vuk, dober večer. Je pa tukaj tudi Ivan Jani Novak, soustanovitelj mednarodno priznanega umetniško-glasbenega kolektiva Laibach, ki je neizmeren pečat pustil ne samo na slovenski, jugoslovanski in evropski, temveč na celotni svetovni sceni. Ivan, da razčistiva, Ivan ali Jani? Uradno mi je ime Ivan, kličejo me pa ljudje Jani, ne vem zakaj, verjetno gre za bolj mehko varianto tega. Bolj človeško. Tako. No, preden se posvetimo oziroma poglobimo v razpravo, bi vse tri pozval k razmisleku. Kako vi osebno dojemate kulturne povezave in stike med državami nekdanje Jugoslavije in Slovenije? So te povezave še žive, se počasi izgubljajo, jih še vedno čutimo v umetnosti, kulturi in vsakdanjem življenju? Irena, lahko kar z vami začnemo. Ločitev, ko se ločiš, naslednji dan ne greš na kosilo z ločenim partnerjem. To se je zgodilo tudi državi, ki je razpadla. Mi smo se od nje odlepili in dolgo časa vse, kar je bilo povezano s skupnim, ignorirali. Usoda in zli duhovi so hoteli, da je potem tekla tudi kri. Mi smo bili iz tega izvzeti in smo si lahko privoščili opazovanje od daleč. In vendar umetnost, kreacija, če nima rezonančnega prostora, postane samovšečna in samozadostna. Naravno kulturno zaledje slovenske umetnosti, kulture, žitja in bitja je njegov slovanski obroč, ki ga obdaja. In ne nazadnje 70 ali koliko let življenja v skupni državi. Tako v kraljevini Jugoslaviji, ki je nasledila prav tako en imperij, ki je razpadel Avstro-Ogrsko, kot v socialistični Jugoslaviji. Sklepam, da sem povabljena k besedi tudi zaradi svojega Emšoja. Ta mi namreč dovoljuje in usmerja v tisto, kar smo tedaj imeli na razpolago. Torej, vpogled v
vse posamične, kreativne resničnosti nekdanjih jugoslovanskih republik. Šetali smo se od Zagrebškega bienala do Beogradskega Bemusa, do Festa, do Mesa v Sarajevu in to nas je formiralo. Potem težko pristaneš na zožitev, ki je nastopila leta 1991. In vendar umetnost, kreatorji, tukaj sta dva danes, jaz sem samo spremljevalka in opazovalka, so tisti, ki te meje res zmorejo in edini učinkovito razblinijo in razbijajo. Morda, Jani, kako ste vi to razbijanje doživljali skozi vsa ta leta? Ja, mislim, to, kar pravi Irena, drži. Za nas je bilo mogoče malo drugače, ker je v bistvu Jugoslavija v nekem smislu bila nek naš poligon zgodnega formiranja skupine Laibach. Mi smo celo začeli v Beogradu, naši prvi mednarodni nastopi so bili v Beogradu, v Zagrebu, in smo, dokler se je seveda dal, v 80-ih do zadnjega nastopali po takratni Jugoslaviji. In takoj, ko se je lahko spet nastopali, smo se spet seveda podali v te iste kraje, ker je to za nas pač neko naravno zaledje, v bistvu ne samo zaledje, ampak tudi neka pomembna vsebina. Mislim, žalostno je danes gledati, da se Ljubljana je recimo, kot glavni grad Slovenije, je od Zagreba oddaljena, ne vem, 100 km in se govorimo približno isti oziroma zelo podoben slovanski jezik. In se seveda mladina med sabo pogovarja v angleškem jeziku, to je res katastrofa. Tega seveda včasih ni bilo in mislim, da je vse, kar je Irena povedala, drži. Slovenija, ki je tako mala, kot je fizično mala, pa tudi številčno populacije, v smislu populacije, in ne preostane drugega, kot da je odprta, kot da se veže na svoj in to slovansko zaledje, pa tudi konec koncev, zakaj ne, tudi avstro-ogrsko. V bistvu je Slovenija, kar se tega tiče, res nek specifični primer v Evropi, mogoče jaz mislim, da ni druge države, ki bi bila tako specifično, recimo v nekem smislu potencialno lahko izolirana od preostalega sveta, skratka germanskega, romanskega in tako naprej. Razen mogoče Madžarska, ki je malo večja od Slovenije, ne? In je nujno, da se povezuje in da zadrži v bistvu te odnose in z bivšim jugoslovanskim prostorom, oziroma kot se zdaj govori v tem prostoru, z regijo, ne? In seveda tudi z ostalimi prostori v okolici in z Italijo, ki je tule čez, čeprav večina Italijanov že v Benetkah ne ve, kaj je to Slovenija in kje to je. Ampak mi seveda moramo to izkoristiti v svoje dobro in se maksimalno napajati in povezovati, ker samo slovenski teritorij je pač premali. Vuk, vi izhajate iz širšega jugoslovanskega območja, ne? Vaš pogled morda na ta prehod? Ja, niso nam bile všeč zavese, pa smo zažgali celo hišo in to je nekaj destilat, diagnoza tega, kar smo si sami naredili v 90-ih. In danes je zelo težko biti ponosen za nazaj, nihče ne more trditi, da je kaj ratal, ne politiki, ne ekonomisti, ne energetiki. V kulturi je pa situacija malo drugačna, v umetnosti pa sploh. To dvoje treba ostro ločevati in paziti se teh kulturnikov.
Mi umetniki, ki imamo to osebnostno motnjo, da moramo ustvarjati, brez tega živeti ne moramo, ne znamo in nočemo, itak ne priznavamo te neke glupe hardcore realnost, okoliščine in naš job je, da se tem upiramo, naš glavni posel je, da ne pristajamo na zunanjo realnost in da od nje pričakujemo, da se adaptira na nas in podobno. Zdravo žena, ravno da hočemo ne zamujaš, sramot. Kot je Lena dobro povedala, simultanski ambient, vsemanski smo v Jugoslaviji, ko smo malo starejši občani, pridružujem se tudi sam po Emšoku, je ta ambient, ki so nam pol tako klaustrofobično zarezali, neki pacienti, s katerimi se tako nismo strinjali, ne takrat, ne danes. In vezi, ki smo jih naštrikali prej, so preživele ta začasni poskus rezanja prostora. Nastala je celo neka kultura, ne pa tudi vredna umetnost, ki je hotela pristati na te omejitve in to je danes seveda ta, na hrvaškem lepo rečem, nazdravičarska. To je ta goblenska, mikrolokalna, spet ta beseda klaustrofobična scena, in ki ostaja kot dnevni cajtnik, ki izgineva tudi, hvala Bogu, in ustvarjanje na nekih nacionalnih teh ustvarjalnostih kot izrazito ločenih je izguba časa. Meni osebno kot digitalen nekem tipu je pa sploh to smešno. Kot bi rekel kolega Mate Parlov, en veliki ustvarjalec, ki nas je zapustil prezgodaj, kako čem biti nacionalist, če sem šampion sveta. In mi digitalci tako razmišljamo o enem ambientu, o enem internetu, kot o svoji domovini, ki je nedeljiva. Tako da mi to, rad rečem, da v Sloveniji prišel sem prespat, ne delam pa globalno. Samo da zaokrožim to, pa sem prej nekaj hotel in se žena narisala v tej sekundi pred mojimi očmi. Enkrat je bila nekaj v Kranjski Gori in se slišiva in vprašam, kako je, in reče, ja, ma nekam je utesnjeno, veš kaj, klaustrofobično je. In sva prišla skozi ta pogovor v 3 sekundah do diagnoze, ja, vem kaj je, oni mešajo klaustrofobijo pa patriotizem. Mora biti, da je to. In sva zaštekala, da koliko je to fajn, ko te besedi alterniraš v nekih pompoznih izjavah. Ne, to, ko vi čutite, to ni patriotizem, to je klaustrofobija pravzaprav, to vas tišči. Zelo sem užival v tem dognanju in mislim, da je to dobra točka za ustaviti zdaj. Veliko ste, tako Irena kot vi, Vuk, ste omenjali Emšo. Jaz si tega vašega tako rekoč praštevilčnega Emša ne delim, in klaustrofobijo. Zato bi morda tukaj bilo na mestu vprašanje, če se je Slovenija v minulih letih, recimo od osamosvojitve dalje, preveč zaprla, oziroma slovenska kulturna scena, če se je preveč zaprla sama vase in morda pozablja na to dediščino bivše Jugoslavije, oziroma jo zanemarja. Imaš posebno željo, da bi kdo od nas konkretno kaj izjavil? Lahko, Ok. Spet, vsak zase razmišlja, pristaneš ali ne pristaneš na to. Lahko, da je to nasilje nad samim sabo možno, ampak je netvorno, neplodno. Vezi si naštrikal, odvisen si od, kako se temu reče, cross-penetracije kultur ali kako v onih resnih šolah. Itak, tvoji vzori, tisto, kar te formirajo, no way, da so mikrolokalni iz tega zaglavljenega dvigala. Tudi, ko kaj počneš, nočeš s distribucijo ostati zarobljen v tem mikroambientu. Tako da je nekoristno na vhodu in na izhodu se utrujati s temi mejami, razen če jih hočeš ridikulizirati, da se ukvarjam z enim projektom. To je edina funkcija, malo smešiti vse to. Jani, kakšen je vaš pogled? Ja, mislim, v nekem smislu je seveda to
sodelovanje do neke mere organsko prekinjeno, bilo, ne, po razpadu Jugoslavije. Ampak mislim, da se vzpostavljajo zdaj neki mehanizmi v različnih medijih, ki spet pač pozivajo do tega, recimo v filmu je precej, v filmski produkciji je precej sodelovanja med različnimi državami bivše Jugoslavije, medsebojnega povezovanja in tako naprej, koprodukcijskega. Tam je precej, bom rekel, kar plodovito, ne? Ne vem, kako je v knjižni produkciji, ampak tu je Slovenija prikrajšana, ker knjige, ki se izdajajo v Srbiji oziroma na Hrvaškem, imajo avtomatično seveda večji tržni potencial. Slovenski jezik je pač slovenski jezik, ki je omejen na 2-milijonski teritorij in to je to. Tako da mislim, da tudi sam interes po nekih slovenskih avtorjih v prostorih ostalih držav bivše Jugoslavije ni tako velik, ni pa seveda verjetno, jaz mislim, da kakšen, vem, da za Draga Jančarja recimo obstaja nek interes in tako naprej, za določene avtorje mogoče ja, ni pa tako, kot je bilo včasih so se seveda učili tudi v Srbiji, v Prešernu in Cankarju in še mogoče v kom. Zdaj dvomim, da vejo, kdo to je, ker govorimo o mlajših generacijah. Tako da v nekem smislu je to bilo pretrgano. Ampak ne pa še do kraja. Ne še do kraja. Turbo folk nas bo rešil. Ker mislim, da je globalno, v tej naši regiji je globalno prisoten povsod, ne. In tako so bili včasih mogoče stripi, ne vem, Alan Ford. Tako zdaj nekako turbo folk funkcionira in povezuje recimo to tkivo, vsaj do neke. Torej je popkultura v bistvu rešilna bilka. Popkultura ima svojo moč, tudi vidimo, da ljubljanski župan pristaja konstantno na južne izvajalce, kar ni nič slabega, konec koncev. Ampak definitivno ima svojo moč, ja. Spet je večino, nažalost je več tega, da se v Slovenijo uvažajo seveda izvajalci, turbofolk izvajalci iz Srbije in Makedonije in Bosne in Hrvaške in tako naprej, ne pa tudi obratno. Tako da mislim, da mogoče tukaj bi bilo potrebno narediti tudi kakšno novo kulturno politiko in izvoziti kakšne slovenske turbofolk izvajalce, stimulirati in tako naprej. Mislim, da je tukaj mogoče jezik spet glavni problem, ni pa neprenosljiv. Mi recimo uporabljamo nemški jezik, tega vsi razumejo. Slovenski turbofolk v dobri slovenščini, jaz mislim, da bi bil zaželen in oboževan tudi sred Bosne. Zakaj ne? Jaz lahko govorim iz naše lastne izkušnje, nas je Bregović pač prosil, da predelamo eno njegovo skladbo, to je znameniti Kupiču si to, in je sicer hotel, da je naredimo v nemščini. Najprej pa smo rekli, ne bomo naredili v slovenščini in je nekako so vse razumeli, čeprav v slovenščini, verjetno zato, ker je obstajala neka matrica originalna pred tem in mogoče razumejo, o čem gre skladba. Je pa v slovenščini. Reš vedno najde pot, ne, to vemo. In to so pač segmenti življenja in družbenih gibanj, ampak ker sedimo danes v gledališču, ker slavimo njegovih 25 let, zdaj je en tak flash. Leta 1999, 3 leta potem, ko se v Bosni neha morija, agresija na njo, umetniški vodja Primorskega poletnega festivala Primož Bebler povabi Eduarda Millerja, da naj režira Filokteta Heinerja Millerja in povabi 3 igralce, srbskega Gorana Šušlika, hrvaškega Vilija Matulo in bošnjaškega Izudina Bajrovića. To je bilo prvič po vojni 90-ih, da so iz teh 3 novo nastalih držav ljudje delali skupaj.
In to je bilo tukaj v Sečovljah, v tem tunelu, koder gre zdaj Parencana. Hočem reči, s tem bi ilustrirala neverjetno in vitalno moč kreacije, ki zmore preseči. Ti igralci so imeli v svojih matičnih hišah resne probleme zaradi tega, ampak Slovenija se je pokazala takrat in recimo Slovenska Istra Koper, en mali gledališki festival, kot taka nevtralna platforma za nekaj takega. Ko že govorimo o turbofolku, bi tle imela to bi bila tudi istočnica za besedo o tem, kako doživljamo prostor Balkana, včasih z prav nezdravim orientalističnim pristopom, a ne. Vsem so nam všeč čevapi, kako je lepo Sarajevo. Dlje od tega, da bi pa vedeli, tako kot smo mi bili blagoslovljeni, da smo imeli v obveznem branju Krležo, Kiša in še koga, da smo vedeli za kot so imeli dol Cankarja in Prešerna, da bi vedeli o globini in unikatnosti kultur teh narodov, ki so se pač zaradi politike združili v tej tvorbi, ki se je rekla Jugoslavija. Tega blagra pa sedanje generacije nimajo. No, umetnost, seveda, včasih tudi kultura, tu in tam, pa ne Bog, k temu doprinašajo. No, mogoče... Skočim na kratko replika. Ja, to je vse res, kar praviš, ampak kar se tega tiče, verjetno, mislim, da živimo v čisto nekem drugem času, ki je digitalni, dominantno digitalni in ki nima časa za branje zahtevnih knjig. To je dejstvo. In je v tem smislu treba seveda in verjamem, da poznate to, obstajajo že te kratke neke fikcije, čim krajše fikcije po internetu, ki jih prebereš v parih minutah in tako naprej. Skratka, verjetno bo treba začeti pač producirati neko drug jezik, drugo formo, tudi drugo obliko, ker to je to, kar ta čas zahteva. Ljudje, razen seveda starejše generacije, nimajo potrpljenja za branje dolgih tekstov, kompleksnih tekstov. Zato pa imamo seveda na oblasti takšne vladarje sveta, ki so v nekem smislu produkt točno te logike, ki danes obstaja v digitalnem svetu. Ja, se strinjam. Jaz sem zase tako tipično razlagal, emigriral sem iz obnovljene na LSD-u Srbije, ampak jaz nisem emigriral v Slovenijo, jaz sem emigriral na internet. Ker je to nekako sovpadlo, da sem razpad, s katerim se je bilo treba malo soočati, začeti absorbirati, ponotranjic, procesirati, se je zgodil, ne da bi to bil uvod v nastanek neke tukajšnje kulture, lokalne, z takim drugim flavor, aromo, ampak v resnici je začela nastajati ta globalna internetna kultura, ki je danes v resnici dominantnejša kot vsak ta poskus vzgajanja, recimo poglobljenega branja lokalne literature pri slovenskih dijakih. Vse je fajn in prav, ampak prav to je, kratka forma postaja ne dominantna, ampak skoraj da edina možna. Doma čas, stari. Branje dolgih romanov je privilegij bogatih. Oda. To je prav razkošje, s tem, da bogati, ki jih danes poznamo, ne dogaja se. In da, ko si ti mladi ustvarjalec in se rodiš v tak svet, več ne razmišljaš toliko teritorijalno, toliko s temi etnokulturicami se ne obadaš, zato ker greš participirati v globalni družbi, globalizirani, do mere, v kateri je globalizirana te internetne kulture. In ja, enostavno, slike so že naslikane, niti treba. Romani so napisani, hvala.
dajmo videti, kaj je neka forma izraza, ki je bolj tipična za ta ambient, v katerem zdaj jaz kulturo sploh konzumiram najprej, da bi jo potem proizvajal. In to ni teater, to ni film, to so gibljive slike, to ni književnost, to je umetnost besedila. Popolnoma druga forma. Književnost vemo, to je tista forma, ki jo sankcionirajo knjigovezi. Če ti knjigovez reče, da je nekaj knjiga, pol si ti književnik. Brez knjigoveza naenkrat what do you have? In kot umetnik besedila naenkrat vidiš, da ta papir in te sindikati proizvajajo, pa oni jamski slikari, ki se, come on, to je vse lost. Ustvarjamo podobe, kako zdaj pigment na tekstilu edino reče, da si ti slikar. Ne bi se strinjal s tem, ne? Isto pri zvoku, rečem temu. In to je zdaj čas, v katerem živimo, že 20-30 let, ampak postaja zanimivo. In da, nesreča je, da pri teh disrupcijah groznih, pri teh motnjah, ki so kulturne ali pa družbene, lažje grejo skozi ljudje, ki prinašajo slabe novice in ki prinašajo hitre rešitve. Zdaj sem malo šel v politiko. Ta anti-establishment diskurs bolje pali, če je ekstremno desni, kot če je ekstremno levi. In je zaenkrat na pohodu, dajmo videti. Ali bi šli kupovati puške v gozd ali je še kakšna faza vmes? Mogoče bi se tukaj na vašo konkretno umetnost osredotočil, ne, če ste bil pri vašem ustvarjanju kdaj mogoče označen kot nekdo, ki preveč idealizira to preteklost jugoslovansko, balkansko ali kakorkoli že imenujem. Na skali od 0 do 1 odgovor je 0. Ne, to sem se naučil od enega podobnega benda, Irving, to je Tozd, ki se pri Novi slovenski kunst ukvarja s generiranjem podob, uporabljajo te pigmente in tekstil. Oni so enkrat v 80-ih se spomnili, neki stih je bil, neki razlog je bil, šli v New York živeti za nekaj mesecev, ti boš veš, ko je. In sem govoril z enim basistom, z enim od njih, moram se hecati na te teme, ampak to so detalji. Me razložil, da so se vrnili tudi relativno kmalu. Jaz sem si to tako zapomnil, zato, ker če si šel tja, kjer je kao neki epicenter dogajanja in trga, postaneš prehitro lokalc in izgubiš na eksotičnosti. To mi je bilo všeč in ko sem začel s temi mojimi blaznimi doprinosi k razvoju svetovne misli in umetnosti, dobivati take prijetne, funky neke signale in povabila, da je pridi, ostani tu je fajn. Sem razumel, že tako mi je bilo jasno, ne, no way, ostani v tem dvigalu zaglavljenem in boš trajno eksotičen, boš itak letališče dela, boš itak vsakič skočil, ko je treba. In tako sem se ravnal in to je način, kako jaz pristanem na to neko lokalizirano obeležje, ampak v artu samem, razen s temi soneti, to je tako faza, ko sem se zarobil v jezik, se ne ukvarjam s tem, ne utrujem se, to je izguba časa. Skratka, klaustrofobija ti dogaja. Ja, Cel ponotranju. Jani, vi ste začeli s popolne neklaustrofobije popolnoma brezmejno. Kdaj pa je Laibach postal jugoslovanski oziroma jugoslovenski? V bistvu nikoli zares, niti nismo nikoli postali slovenski. Snovi smo se konstantno izogibali temu, da bi pripadali nekakšni plemenski zvezi, pa naj bo to slovenska ali pa jugoslovanska ali pa kakšna kot druga. Raje smo seveda ustanovili svojo državo. Če že moramo pripadati kakšni državi, pa smo rekli, bomo raje svojo državo ustanovili. Ampak istočasno pa seveda se nismo nikoli dovolili vzeti te pravice, da lahko nastopamo in pač po bivši Jugoslaviji in seveda po Sovjetski zvezi in po celem svetu in po Severni Koreji, po potrebi in tako naprej. Enostavno se nam zdi, da je to potrebno, da moramo biti odprti za vse te teritorije in pač funkcionirati. Seveda
bom rekel, za nas ta neka Jugoslavija, mogoče tisti teritorij, ki, kot so včasih rekli, kjer olovka piše srcem, skratka smo mogoče najbolj emotivno vezani na ta prostor, ampak to konstantno zanikamo, potlačimo pri sebi, se pa vedno vračamo nazaj v prostor bivše Jugoslavije. No, ta bivša Jugoslavija je tudi na nek način prostor alternative in uporništva, kolikor je seveda režim dovoljeval, ne? Pa bi lahko danes umetnost in kulturo, obe, na Balkanu pojmovali kot nekaj, ki še nosi to neko subverzivno moč. Ne. To moč nosijo posamezniki in država ni tu, da ti dovoli ali prepove. Zmenili smo se, da ga bomo preklinjali, tako da v svoje stališče sem tako odmahnil z roko. A to ne demantiram takoj? Probi. Poglej, to, kar se dogaja zdaj v Beogradu, trenutno v Srbiji, to je kolektivna akcija. Absolutno tam ne obstaja nekega, ne vem, jaz ga nisem zasledil, kakšnega izrazito individualnega nosilca te akcije, razen seveda predsednik Vučić. To je kolektivna akcija in to je fantastičen teater, ki traja že 3 mesece, ritual. In to presega v bistvu, če obstaja neka opcija, kjer se lahko dogaja teater, je to, po mojem mnenju. Tudi nič spornega, samo sem probal fokusirati na funkcioniranje, na delovanje umetnosti, pa morda kulture. Družbeni zamah, tisti tam, ki ga opazujemo, vem, da je Laibach podprl in to je Magic, je rečemo temu druga tema. In ja, to je, če smo že v teatru, tisti ima elemente teatra, ki so super seksi. In navijam in sledim iz ure v uro. Celo participiram, o čem bomo dobili. Ampak nazaj na vprašanje, da, to je ambient, bilo se je lepo roditi v takrat v onih časih in uleteti v sceno, kjer je v 70-ih, tudi prej, v 60-ih, si imel žepe upora, Beogradu, Zagrebu, Ljubljani največ, ampak ne samo, ko si imel jake individualce, ki so odlično delali, primerljivo z globalnimi praksami, tudi napredneje, ko si se lahko gibal v tem prostoru in se učil od starih avantgardistov. In ne vem, moj destilat na koncu moje življenjske izkušnje, če so preveč patosirane besede, je, da je moj posel kot umetnika biti prenašalec virusa svobode. Če je cheesy, ampak po eni strani ti upijaš neko ustvarjalnost, ki je bila tu preden si se rodil ali tam nekje, identificiraš tisto zgodovino umetnosti, ki tebe motivira, ne pristajaš na kanon, ne pristajaš na to robo, ki ti jo servira akademija, zato ker ti je jasno, da deluje narobe. Potem to, ko si v stanju procesirati za sebe, razumeš sebe v kontinuiteti tistega načina ustvarjanja in rečeš, zdaj, Sokrat, grem jaz zastrupljati mladino naprej. In to je odgovorno, kaj že je umetnost, je visoko poslanstvo, ki zavezuje k fanatizmu, če smem citirati. Ali, zakaj sem prišel v Slovenijo živeti? Zaradi 2 stvari. Zaradi mladine, Škuca in zaradi Laibacha. Ne zato, da bi pol hodil na vsak koncert in sopihal v prvi vrsti in pogal dance, ampak zaradi svobode, ki sem jo začutil pri observiranju tega fenomena in sem si rekel, wow, hočem iti tja, ker bom to pojedel in pokakal in naredil svojo svobodo za naslednjo generacijo. Prosim, lepo. No, ampak jaz vsem, če lahko sem še. Vsem, da se vrnem nazaj vprašanje, če je danes obstaja neka alternativa, kulturna. Jaz mislim, da te demonstracije, ki so unikum, so izjemne, one so sprožile v bistvu nekaj. So v bistvu združile nek nov jezik, neko novo opcijo. Vse verjetno bojo izvenele, vprašanje, če bo seveda kakršenkoli pozitiven rezultat, ampak te stvari je pač treba početi vsak tok časa in tako kot imamo na drugi strani
nogometne spektakle, množice na teh nogometnih spektaklih in religiozne maše in ne vem, vse ostalo, je tudi to neka oblika množične, celo največje množične manifestacije, rituala, ki ima svoj subverzivni naboj in ima svoj seveda tudi kulturni naboj. Konec koncev gre za, lahko rečemo, za neko potencialno etično prenovo cele Srbije ta trenutek. Vprašanje je seveda, kako se bo ta naboj izkoristil, kaj bo iz tega nastalo. Apropo, moram se vmešati. Apropo teatra, zdaj sem čekiral frizure, uro sledim, ta hip neka velika množica mladih študentov, pešači iz Beograda proti Nove Sadu, ker se bodo vključili v neko stvar čez 2 dni. In zdaj berem, da jih je v Stari Pazovi dočakal ognjemet. in mize obložene s hrano in tako naprej. Zanimivo, kaj se tvori ta teater. Ja, zgodil se je točno ta premik, skratka, da je tudi v nekem smislu patriotski turbo folk na recimo bolj vaški sceni pristopil v bistvu k temu gibanju, da so začeli dejansko podpirati v bistvu te študente in to množico, kar je presežek. Ja, jaz sem tudi zelo vesela in tle, ker smo ta združba, seveda tudi virtualno pošiljamo podporo. Srbija se je zbudila, en zelo lep pregovor, ali kasno stiže Marko na Kosovo, emancipira se po 30 letih. Daj Bog, da se emancipira, da gre po sledovih svojih velikih avantgard, recimo Zenita, da se opre na najžlahtnejše, da rečemo, predstavnike svojega plemena, ki so videli dlje, tako kot pravi Vuk, ki so krčili grmovje za vzpostavo relativne svobode. Zdaj, mi tukaj v Sloveniji, ki nimamo te vrste težav, imamo druge, ki so dobro embalirane, torej precej velike celofana. Mi pa se nekako želimo oddaljiti od teh prostorov. Mi zremo na zahod in kaj nas čaka na zahodu? Ta problematičen blondinec, In kje je naša, predvsem nacionalno močno čuteči, se sprašujejo, kaj je zdaj naša identiteta, In se zatekajo, tako kot je Vuk rekel, v goblene, v potice in v plešoče narodne noše na mostu čez reko Sočo, kot kaže plakat za Evropsko prestolnico kulture in tako naprej. Mislim, da se treba ozreti v najbolj žlahtne, kot pravi, gibanja, ki so pustila globok pečat. In naj Jani hoče ali noče, slovenski brendi v svetu, ki so svetovni brendi, so Laibach in Žižek. Ja, zdaj vam to ni ljubo. Naša identiteta je tudi Melania Trump. Ja, ki je dokaz, da je v Sloveniji toliko hudo, da je boš seksat s Trumpom. Predstavlja si ta kompliment, ki nam je naredila ta teza. Veš kaj, boš brand. Zanimivo je opazovati realnost tudi skozi tvoje očala. Velik brand lokali in se bom zelo potrudil, čez en mesec, imam projekt, 2 meseca, imam nek projekt s tem v zvezi, je ona teta, ki toče z zastavo po tleh in razlaga, to je Slovenija, to je naša zemlja. Mislim, iz tega zdaj treba narediti nekaj velikega. Še ne vem točno, koliko mi bo uspelo ta velikost, morda bo ravno mali format, ampak to je super, to je unikum. Na takih stvarih je treba investirati, ne na tistih, ker tudi mi imamo GTA, GTA on my face. Jaz mislim, da so recimo dosti uspešna, tudi v nekem smislu ritual na pol teatrski, ki ima svoj scenarij, je tudi trenutno ta akcija, ki poteka na Hrvaškem, upor proti visokim cenam, ker to je v bistvu tudi s pomočjo interneta konec koncev
To je en pameten način, kako je treba izkoristiti internet. Ne. Ta akcija očitno ima neko dramaturgijo in bo očitno tudi uspela v bistvu razviti posredno, po moje, tudi kakšne druge domislice, ki so lahko pa striktno samo usmerjene v recimo etiko, moralo, filozofijo, kulturo in tako naprej. Ne. Podobno se je dogajalo tudi v času seveda prejšnje vlade v Sloveniji, kjer so se dogajali ti protesti po Ljubljani in drugih mestih, ki so bili tudi v osnovi zelo kreativni. Vsaka pametna oblast bi lahko bila samo vesela takšnih dogodkov. To so bili kreativni, gledališki, teatrski, tudi radikalni protesti in pametna oblast bi morala znati to samo dobro kanalizirati. Morda na kakšen način teatralnost lahko pripelje do nekih političnih premikov? Teatralni so vsi naši politiki, če govorimo o terminu teatralni, bolj tako iz ljubiteljskih. Tako. No, ampak teater ste imeli v mislih. Kaj je zdaj gledališče? Gledališče je seveda tudi prostor tega istega, kar je že 10.000 let. Ne? Nastavljati, to je res fraza, no? Ampak res, da nastavlja neko ogledalo, da si upa reči tisto, kar se v družbi še ne da in se ne sme na glas povedati, posebej, kadar so množice upognjene in molčeče. Zdaj se pa lahko pogovarjamo, ali je postdramski teater, ko samo še izpovedujejo in so igralci, sporočevalci svojih lastnih stanj, travm in tako naprej, čemer smo pričali v zadnjem času, ali je to zadosti. Imamo segmente, odvedno smo imeli, teater je bil vedno političen. Tudi ko je bil navidezno zabavljaški, apolitičen je bil najbolj političen, tako kot tudi druga vedenja v družbi. No, danes je teater, ker se je eksperimentalnost oziroma avantgarda in neverjeten pogum preselil, prekvasil v mainstream poetike, zdaj teatru ostaja agitprop, to pomeni, da je to političen manifest. En segment teatra tako reagira na stvarnost. Ne? Sicer pa menim, da je prostor za vse zvrsti, tudi za zabavljaštvo. Le tu bi si pa želela malo manj prevajanja proze ali lirike in upoštevanja, da so pač skozi zgodovino umetnosti dramski pisci vedeli, kaj je to dramsko dogajanje. Ne? In bi mogoče se naslanjali na dramske tekste, malo manj pa na prozne, ki so prirejeni. Tako, toliko, malce teatralično o teatru. Omenili ste, da je teater prostor, kjer lahko izrečemo tisto, česar se ne sme reči. Zato bi vas morda na tej točki izzval, zdaj imate Vuk priložnost izreči tistega, česar se ne sme reči še enkrat. Ne padem na foro, resnici je to hipernadzorovano okolje, v katerem jaz nimam pravzaprav nobene kontrole nad komunikacijo, niti dirigiram z mehaniko, medijem samim, niti imam idejo o sogovorniku, da je to ravno opozit od tistega svobodnega ambienta, ki sem ga vajen v svojem ustvarjanju. In zato tu ne vidim nobene priložnosti za reči nekaj posebnega, ker že nisem v smislu svobode izraza in prodornosti in emotivnega transferja. Samo vem, da kar smo se naučili s to neko novo medijsko sceno v vseh teh decenijah, je, da morala bi obstajati neka logika, neko sovpadanje med rečemo temu navadami uporabnikov oziroma navadami bralcev, se je nekoč govorilo, in njihovo izbiro medija, skozi katerega hočejo in so navajeni dobivati sporočila, in tistim, na kar umetnost potem reagira in se vključuje v ta dialog, ki da vzpostavi bralec. In danes je ta komunikacija predvsem dvosmerna.
Torej, ta ideja vzvišenega, navdihnjenega dramaturga, književnika, ki sedi nekje in se vsak mesec ali vsako leto izrazi enkrat s knjigo s pomočjo založnika, tako je malo, ni edina možnost, ne bo tako rekel. Smo se navadili drugih načinov komuniciranja. Zato ima ta TikTok, blesavi ali pa memes, zato imajo tak prolaz, ker prolaze. Jaz mislim, da teater vseeno je lahko, tako kot si omenila, vseeno je lahko to v bistvu nek prostor, kjer se poskuša seveda ta nek obstoječi duh časa, ta zeitgeist, mogoče malo bolj teoretsko ali pa literarno seveda definirati. Ne. Obstaja ta možnost, da se skozi teater, skozi predstave napiše nek manifest tega časa. Ne. Je pa seveda to vedno teater po definiciji, sploh pa zadnje čase. Včasih ni bil. Ne. Včasih bil teater, je izhajal iz rituala, iz praktično religioznih ritualov. Ne. In je v bistvu v nekem smislu teater bil sukus teh ritualov, ki smo se, tudi grški teater je nastal iz ritualov. In tudi v tem smislu bi danes, če že obstaja teater, ki je za posvečene, to je za elito, za tiste, ki nekako sprejemajo ta jezik, ni za množice. Za množice teater je fuzbal, ki ni nič manj, rekel enakovreden, mislim, nič manj vreden, ne? Ampak teater bi lahko v bistvu bil ta nek manifest tega časa. Ne? In po defaultu je nekako, kot se to dogaja v teh nekih posvečenih prostorih z odri in publiko in dvorano, je v bistvu omejen v ta prostor, točno v to definicijo. Jaz mislim, če teater v Sloveniji ne bi bil seveda državno financiran, bi verjetno izginil precej hitro. Mislim, da lahko... Irena, imate še repliko? Ne, sem samo hotela reči, ne, da že ko govorimo o nekdanji Jugoslaviji, ne, seveda proizvesti elite je ultimativni cilj kapitalizma. To je uspeva, ne. Umetnost je pa last... Kaj bi narod brez elite, ne? Ja, ampak pustimo zdaj Anderliča in vse, ne. Torej, drugi družbeni red, tisti, ki ga je skušala nekako udejanjati pokojna Jugoslavija, pa je bil enako pravnost, enako vrednost, enaka dostopnost tudi do umetnosti. Koliko je bilo to res uresničeno, ne, ampak intenca je bila. Te intence danes ni, ne. Zato, ker je res, potem so najslajši sadeži družbe, so dostopni samo nekaterim, kar je grozljivo, nesprejemljivo, nepravično in pelje v propad družbe kot take. Mene včasno intrigira ena taka mentalna vaja, ko sem res dobre volje, kako bi izgledal današnji internet, če bi Jugoslavija še obstajala. Kako bi izgledala spletna umetnost ali internetno komuniciranje, če ne bi bilo tega razpada, kakšen LSD v javnem vodovodu bi to bil. In ne bomo nikoli izvedeli, ali pa intranet od JLA, ali pa taki stvari. No, morda bi s tem apelom vam, dragi poslušalci, poslušalke in obiskovalke in obiskovalci, vas na ta način poslali spat na nek način in vam tole misel položili v sanje. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem trem oziroma obema gostoma in gosti, Ireni Urbič, Ivanu Janju Novaku in Vuku Čosiću. To je bilo za danes vse. Hvala lepa za pozornost in vidimo se zopet prihodnjič.